Pozdravljeni, Borut Lesjak tukaj. Moj današnji uvid je malo bolj počasne narave, in sicer čutim to, kako smo vsi navajeni prenašati informacijo v vse smeri in pričakovati modrost. Spet v obe smeri. Težko povemo stvari, če razmišljamo zraven, da mogoče govorimo neumnosti, in mogoče še težje poslušamo v takem primeru druge, če obsojamo to, kar govorijo. In spomnim se gospoda, ki sem ga opazoval več kot 10 let nazaj, nekje v Ljubljani, ki je bil malo drugačen in je rad pometal listje. Kar tako, sam od sebe, ni bil plačan za to. Imel je, mislim, da metlo, ki jo je nosil s seboj, in sem pa tja se vstal in je malo pometal listje okrog sebe. Ali pa kar tako, malo prahu na pločniku, kjerkoli je že bil. In če sem ga pogledal bolj pozorno, sem videl, da je zelo sproščen, da nima nobene skrbi pod soncem, bi rekel. Da mu je vseeno za marsikaj. In takrat sem se ga kar malo bal. Nisem vedel, kaj bi se zgodilo, če bi prišel do mene in hotel še mene malo pomesti, ali pa se sploh pogovarjal z mano, ker sem bil zelo tog in zaprt za vse, kar je bilo malo izven moje rutine. In včasih sem še zdaj. Odpiram se pa temu, da mogoče res ni treba biti nič posebenega v tem, kaj imaš za ponuditi. Niti treba, tvoj doprinos je lahko karkoli. Ni treba, da je nekaj, kar se da zmeriti in ovrednotiti po standardnih merilih. In ta gospod bo očitno za vedno ostal v mojem spominu kot zelo pozitivna figura. Zdaj ga tako vidim, da je doprinesel ogromno, ne samo meni, po mojem, vsem, ki so ga videli. Čeprav so se ljudje tudi zgražali, sem videl iz njihovih pogledov, in se čudili in zmajali z glavo, ko so ga opazovali. In on se sploh ni sekiral, sploh jih ni opazil. Ali je bil poseben, se reče temu, ne? Vaški posebnež. Meni se zdi, da je tukaj veliko možnosti, cela paleta za naše izbire. Ni treba, da gremo iz ene skrajnosti v drugo, ni treba, da postanemo posebnež, da izpademo ven iz družbe, da smo očitno toliko drugačni, da povzročamo spore, konflikte ali pa strah pri drugih, ali pa kakršnekoli obrambne mehanizme prožimo. Sploh ne. V tem je čar, da smo lahko še vedno nežni pri tem, da se zavedamo, kaj sprožamo v drugih s svojimi dejanji in načini delovanja. In tudi, če malo eksperimentiramo in če nam kdaj kaj uide, tudi vemo, da bo konec sveta. Če kdaj malo koga šokiramo, če pa to počnemo nalašč, je pa druga stvar. In jo lahko tudi pri sebi pogledamo. Je povezana s samo ljubeznijo ali ni. Ja, da ne bom zašel v preveč svoje stare rutinske
v rutinsko modrovanje. Želel sem to povedati, pravzaprav, da ko opazujem, kaj se dogaja zdaj, včasih me prime, da bi na Facebook napisal. Nekaj časa me ni bilo na Facebooku in zdaj vidim, da vsi nosijo maske. Kaj se dogaja? In se pretvarjal, kakor da nisem na tekočem. Moj pristop je tak, da usmerjam pozornost bolj na naravo in na vreme in na svoje občutke do svojih otrok in do sebe, do lepote, ki jo mogoče lahko ustvarjam, ki jo ustvarjam, kadar pišem. Takrat, kadar vidim, da je pozornost večine usmerjena v strašljive stvari. In težko je govoriti o tem, ne da bi pozornost preusmerjal v te strašljive stvari. Čudujem mojega prijatelja Davida Eliota, ki praktično res nikoli ne komentira dogajanja, če ga pa že, ga pa res redko kdaj in to ponavadi med posnetkom kakšne od svojih meditacij. Tako se je med zadnjim posnetkom, se mi zdi, majčkeno usmeril na predsednika ZDA in na določene stvari, povezane s tem. In ne gre za, vem, da niti pri njem, niti pri meni ne gre za strah pred tem, kaj si bo kdo mislil, in pred odzivi, pred negativnimi odzivi in komentarji. Sploh ne, ker take komentarje je najlažje ignorirati. Gre za to, kakšne valove povzročaš v naši skupni vodi, oceanu naše zavesti, kakšne želiš povzročati in od kod seveda izvira tvoj vzgib, ali se zavedaš, od kod deluješ spet, ali deluješ iz samoljubezni, iz izmenjave, iz zavedanja povezanosti z vsem, kar je. Ali deluješ iz kakšnih starih vzorcev, ki se jih mogoče še ne zavedaš zadosti, da bi videl, od kod izvira ta tvoja izbira. In zato je težko o teh stvareh govoriti. Zdaj se zavedam tudi tole, kako on govori, vmes se takole ustavlja in zdi se, kot da razmišlja, ampak v resnici je ravno nasprotno, neha razmišljati in potem nastane malo premora. Ja, nič, takole bom kar pri tem pustil in bom videl, mogoče bom v naslednjem posnetku bolj specifičen, bom kaj bolj konkretnega povedal. Rad bi namreč objavljal stvari kar tako, malo res tako uperjene pozornosti na nekaj, na neko temo. Saj se začuti vmes med vrsticami, saj se ve, kaj sporočam. Sporočam to, kar sem. Ne to, niti v kar mogoče toliko verjamem, ali pa o čem razmišljam, ali pa kaj vem, kaj znam, kaj zmorem. Izražam, kar sem, in izražam tudi svoj občutek, da čutim našo povezanost in da verjamem,
zelo nevtralno, se mi zdi, da zelo prizemljeno, verjamem, da imamo izbiro, vsak izmed nas ima izbiro se prizemljiti v sebe, karkoli že to pomeni za vas. Imamo izbiro, kako se odzivati na vse okoliščine, zunanje in notranje. In spet, naj vsak pri sebi začuti, ali ima to izbiro ali ne. Začuti pri sebi, ali imaš. In lepo se imej in se vidimo naslednjič. Srečno.